Hello, kako ste? Ja, jesen je, prehladili se bomo vsi po vrst, po moje. Vračam se k vam zdaj z videom, ki bo imel podobno vsebino kot moj prvi video, ker pač bolj vas sprašujem, kaj hočete videti, več je odgovorov, da hočete videti nekaj povezavi s tem, torej s fotografijo. Kako približno poteka, če se odločiš začeti majčkeno bolj redno slikati, in sicer predvsem modele, torej ljudi. In da mogoče imaš še malo treme, še nisi navajen, ne veš, kako bo vse skupaj potekalo, malo te je strah in ne veš, kako začeti, pa si želiš, pa ne veš, kje začeti. No, sem mu dala par nasvetov in vam bom probala pri tem pomagati. Od začetka je bilo mene na smrt strah, nisem imela pojma, kako to speljati, ves čas sem se tresla, da bom naredila nekaj preslabo, nekaj narobe, da bom nekoga razočarala. Ok, če začnemo čisto na začetku, vedno je treba začeti z neko samo iniciativnostjo in samo promocijo. Moraš pač pokazati, da slikaš, morajo to ljudje vedeti, zato je danes odličen faktor tukaj vmes vedno Facebook, Instagram in druga omrežja, kjer lahko pokažeš, da slikaš. Vedno je opcija tudi, da ti preprosto napišeš, iščeš modela in to, da ljudje niso zmedeni, kako naj bi to potekalo, mogoče takrat na začetku, ko si še res amater, dodaš zraven, da gre samo za to, da bi ti treniral in vadil fotografijo s tem, da slikaš zastonj, oni imajo tega slike in je neka vzajemnost. Druga stvar, ko se z osebo začneš dogovarjati, ali je to več vse, kakorkoli že, tukaj nisi najbolj pomemben ti, najbolj pomembna tvoja stranka, gre pač za neko dvostransko pot, kjer pač poskušaš se čim bolj uskladiti in prilagoditi en drugemu. Kje se dobiti, da bo optimalno čim bolj za oba, za vse vas. To je ena stvar. Druga stvar je pa to, da moraš tudi premisliti, kje bi se bilo pametno dobiti glede na sonce tisti čas, glede na svetlobo, glede na letni čas. Če je takole čudovit list, kakor je zdaj jesen, pa vse te zadeve se ne boš dobil nekje, kjer ne bi bilo dreves in ne bi imel pač nič od te okolice. Vem, da sem se na začetku spraševala, a rabim flash, dan bo bil, a rabim flash. Ja, flash vzemite, pa da se odločiš slikati fotografijo, recimo primer, kjer vidiš, da je sonce v ozadju in še vedno hočeš nekako osvetliti modele, ki so modele pač tvoje subjekte, ki so spredaj na sliki. Podoben v primeru, kot sem prej povedala, recimo, da je sonce zadaj in ti želiš svetlobo nekako vrniti subjektu, ker mogoče takrat na obrazu kakšne pikice imam, pardon. Takrat na obrazu, recimo, da nimajo več dovolj svetlobe. Jaz sem bila velikokrat v situaciji, kjer počnem tole. Torej, sama počnem vse in je mogoče malo naporno in to pač pride tako v primerih, ker res ne dobiš oseb, da bi s tabo to počeli in ti pomagali. Če ste ugotovili, zdaj ful popularna fotografija, kjer je subjekt čist majčkan in je pol narava in cela panorama taka ogromna. To je zdaj povsod na Instagramu, povsod je to zdaj zadnja leta ali zadnji let se mi zdi tako res ekstremno popularno in pač zato imam ta širši objektiv in potem pač še moja 50, ko je 1,8 f. Ne bom razlagala, kaj vse to pomeni, ampak ta je res odličen za portrete, super je, ta je res največji srček od objektivov, tega praktično vsak fotograf rabi pač prej ali slej. Se pravi, pomočnike, odbojnik, flash, moj body pa 2 objektiva. Tretjič, poziranje. To je ena stvar, ki si misliš, pa pes moj sem fotograf, kako naj vse to vem, kako naj znam pozirati ljudi, kako naj jaz pa povem. V glavnem, tle se zakomplicira, ker mogoče mi nismo taki talenti za poziranje, kot smo talenti za fotografiranje. To prosim, zastopite nas. Ampak, se da. Jaz kaj naredim? Pejte prej na internet, pogledajte si, odvisno kaj slikaš. Slikaš dojenčkov, tipkaš baby fotografi, slikaš parček, tipkaj couple fotografi. Ne gre za to, da nimaš idej, še vedno se lahko spomniš svoje ideje, ampak ko boš enkrat videl tako 1000 slik, kako so se ti ljudje slikali, imaš milijon idej kar naenkrat na dlani in rečem ti, če imaš enkrat milijon idej v glavi ali pa 15, boš to lahko slikal 3 ure. Ajde, uro, 2 ure, brez skrbi in teh post bo na koncu še več, ker boš svoje dodajal in na koncu bo slik kuj 700-800 tisoč plus.
Kar se meni zdi pomembnejše, tle klicajčki okoli mene, kar se zdi meni najpomembnejše je to, da se ti vsaj poskušaš skonektati s svojim modelom, s svojimi modeli. Lahko ponudiš, ne vem, gremo na pijačo, gremo prej se sprehoditi in se pogovorimo, kaj želite, na kakšen način, imate že kakšne ideje, gor dol. Probaš se res skonektati s stranko in prilagoditi in jo pač nekako doživeti tudi kot osebo, da pač veš, kaj pričakovati, veš, da je oseba odprta, je zadržana, boš mogel veliko pomagati ali bo ona sama tam pozirala. Te stvari, moj nos. Jaz sem se enkrat za eno modelko dobila, sva vzela liter vina in je bil to najboljši shooting ever. Čeprav jaz sej vidim, model ene punce res zna, eno so jo začele obračati, pozirati, lase metati in bo vse izgledalo super, že oblečena so super in na koncu res nimaš kaj veliko več za dodajati. Če pa dobiš sproti ideje, pa samo govor postavljaj, kar imaš v glavi, če vidiš, da ona nima več idej, pomagaš. In še zadnjič, četrtič, da hitro zaključimo, urejanje slik. Jaz bom naredila kdaj kakšen tutorial o tem, kako jaz urejam. Pol ure na dan, ne vem, koliko imaš časa, da boš lahko te stvari urejal. Ne se preceniti, ne bi toliko navdušen in takrat v elementu in reči, ja, to bo pa jutr, pa pojutrišnjem, pa če veš, da ne bo. In potem se bo zafrknil s tem, tako da reči od do, se pravi, v najkrajšem času 3 dni, v najdaljšem času 8 dni. In bo srečen ti in stranka na koncu, če enkrat srcem delaš, res ni več opcije, da karkoli zafrkneš, slabo narediš, kogarkoli razočaraš in verjamem, da boste imeli krasne izdelke. Jaz upam, da sem vam kaj pomagala. Sem Alenka, če me radi gledate in spremljate, se prosim naročite na kanal, ker potem boste sproti videli, katere videe dajem ven, še bojo povezani s fotografijo. Sem se kar zmatrala. Pa še milijon drugih stvari, ker ful rada se snemam in to delam. V glavnem, lepo se imejte, jaz sem Alenka.